Pozdravljeni, danes pojdimo v Kolumbijo, država, ki je najbolj poznana po kokainu in Pablo Escobarju. Pablo Escobar se je rodil 1. decembra 1949 in je bil otrok revnega kmeta in šolske delavke. Pablo Escobar je prav zaradi njegovega bednega življenja, ker je bil v otroštvu velikokrat prikrajšan, se je že kot mlad odločil, da bo postal velik človek. Pri svojih 17 letih, ko je njegova mati umirala, je sinu rekla naj proda vse, kar ima, samo da naj nadaljuje šolanje in naj postane uspešen človek. Mladi Escobar je svoji materi obljubil, da bo do svojega 22. leta postal milijonar. Ker v Kolumbiji ni možno postati bogat in uspešen, kot pa postati politik ali kriminalec, je Escobar izbral pot kriminala. Na začetku se je Pablo Escobar lotil kraja avtomobilov bogatim in jih prodajal. Izsiljeval ljudi za denar in ugrabljal ljudi za odkupnino, dokler ni prišlo do trenutka, ko je hotel še več. Ker ima Kolumbija res odlično prst in podnebje za vzgajanje koke in vedel je tudi, da je povpraševanje po kokainu ogromno in vse večje, predvsem v ZDA. Leta 1975 je bil Escobar tako močan, da je odstavil svojega edinega tekmeca Fabio Restrepo in je prevzel njegovo delo. Pablo je nakupil ogromno majhnih letal, kar je povzročilo ogromno prednost pred ostalimi. Kokain so v ZDA pošiljali v zabojih, kjer so bila oblačila, kolumbijsko vino in uporabljali so celo majhne podmornice, saj bi jih težko zaznal radar. Naš mladi podjetnik je tako dnevno v ZDA pripeljal 15 ton kokaina in s tem tedensko zaslužil $420 milijonov. Medellinski kartel pa je s tem zapravil $2500 na mesec. Za elastiko, ki je držala banko vse skupaj. Na leto so morali odpisati 10% svojega denarja, saj bi ga drugače pojedle podgane. Kljub temu pa je imel preko $30 milijard premoženja. Njegova družina je živela v velikem dvorcu v džungli. Imeli so ogromen bazen, živalski vrt in nogometno igrišče, kjer se je nekajkrat oglasil tudi Maradona. Pablo Escobar je veliko svojega denarja namenil gradnji cerkev, športnih dvoran, šol in financiral je celo izgradnjo naselja Barrio Pablo Escobar. Ljudje, ki so bili revni, so ga zato vzeli za nekakšnega svojega Robin Hooda. Na neki točki je Pablo Escobar celo hotel odplačati dolgove Kolumbije in postati njen guverner. Leta 1991 se je predal kolumbijskim oblastem, pod pogojem, da si bo sam zgradil zapor. Zapor je bil ogromna vila nad njegovim rodnim mestom. Zapor je imel seveda nogometno igrišče, bunkerje, ogromno pisarno za delo in več spalnic. Toda Pablo Escobar je na neki točki v sporu z kolumbijskim guvernerjem dal živega zakopati njegovega bratranca in od takrat je imel samo še nesrečo. CIA in kolumbijska policija sta za Escobarja izdala tiralico. Njegov klan je bil obtožen 40 umorov sodnikov, 200 sodnih uradnikov, preko 1000 policajev in več tisoč civilistov. Pablo Escobar je tako spet moral nekam pobegniti, ker ga bodo sedaj zagotovo ubili. Zato se je skril v svojo vilo v džungli, toda 2. decembra 1993, ker je imel predolg pogovor s svojim sinom, so izsledili signal. Posebna policijska enota je vdrla v njegovo vilo in ga večkrat ustrelila, ko je hotel pobegniti. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.